Med pobudniki za ureditev prehoda za pešce s semaforjem je že leta Franc Kum, ki, kljub temu, da gre za državno cesto, pravi, da se je zadeva ustavila na občini. 2005 je že bil projekt narejen, ki bi moglo biti narejeno. So prišli tle strokovnjaki, so tu že, da bodo delali, ta gospod bi dal elektriko. So rekli, da je predrago, se je nehalo in projekt je propal, zdaj se pa ponovno začelo oživljati. 2005 smo se pogovarjali za prehod, ki je že obstoječ. Se pravi, to ne traja toliko časa, to je bila pobuda lani, predlani. Potem pa, da smo prišli do projektne naloge in seveda soglasja direkcije, ki to cesto upravlja, je pač trajal en čas. Po mnenju krajanov predolgo, saj je državna cesta Šentjerne-Novo Mesto prometno zelo obremenjena. Ampak tukaj, da bi normalno vozili, bi to še šlo. Ali tukaj ne vozijo, tukaj nizko letijo. Tudi, ko policija pride z radarjem, enega, dva mogoče dobijo, pa je pa končano. In pravzaprav si šolarji na tem delu ne upamo hoditi niti po pločniku, ker je v bistvu preozek. In s tako skupino otrok je zelo težko hoditi po ozkem pločniku. Težava pa je tudi ta, da ni avtobusnega postajališča iz smeri Novo Mesto Šentjernej in otroci, naši šolarji, ki so vozači, nimajo primernega mesta za čakanje na šolski avtobus. Kot pravi Jože Kobe, na direkciji za ceste pripravljajo projekt avtobusnega postajališča, praktično izdelan pa je tudi že ta za ureditev prehoda za pešce s semaforjem. Čakajo še na revizijo pri državnih ustanovah. Sama projektna dokumentacija bo izdelana in potrjena v tem letu. Sama izvedba je pa seveda odvisna od sprejetih proračunov v naslednjih letih. Kobe upa, da bo projekt v občinski proračun uvrščen v prihodnjem letu. O njegovi vrednosti pa še ne more govoriti, saj ne gre zgolj za prehod, ampak tudi za ureditev javne razsvetljave od tega prehoda do priključka za Lobetovo ulico.